Tole je pa avto, za katerega na začetku nisem imel pojma, kaj naj si mislim o njem. V bistvu sem na začetku pričakoval druge stvari, potem pa je v času druženja pokazal veliko tistega, zaradi česar ima danes posebno mesto med avtomobili. Ampak vseeno ne morem mimo nečesa. Pri BMW-ju pravijo SAC, kar pomeni Sports Activity Coupe. Po moje prevedeno, kupe za športne aktivnosti in ne športni aktivni kupe. 2,5 toni težko, skoraj 5 metrov dolgo in 1,7 metra visoko vozilo pač ne more biti športno. Še manj pa kupe. To zamerim vsem proizvajalcem, ki se požvižgajo na tradicionalno oznako kupe in jo obesijo vsakemu novemu avtomobilu, ki ima malo bolj nizko streho zadaj. Ta X6 pa ima še eno precej zanimivo oznako – Active Hybrid. Ni ravno tipičen predstavnik sodobnih hibridov, ne? To pa zato, ker gre enostavno za najmočnejši hibrid na svetu. Pa tudi za prvi BMW-jev hibrid. Da začnemo številkami. Največja moč sistema znaša 357 kW oziroma po domače 485 konjev. A zato tako hrumi. Navora je skupaj za kar 780 Nm in zato je tale kolo še kako agilen. Naravnost. Za ovinke je kot rečeno preokoren, čeprav je presenetljivo, kako se ta gmote lahko tako hitro pelje in drži ceste. Zahvala gre zelo trdemu podvozju in ogromnim 20-palčnim kolesom. Pomembno je, da na ta avtomobil ne gledate kot tipični hibrid, od katerega pričakujete izjemno majhno porabo in totalno podrejenost okolju. Čeprav tovarna obljublja povprečno porabo pod 10 litri, v resnici porabi okoli 15 litrov, kar pa sploh ni tako veliko za več kot 350 kW. S pomočjo dveh elektromotorjev se zelo odločno odlepi z mesta in potem lepše pospešuje, čeprav ima že sam bencinski V8 z dvema turbinama 300 kW. Najbolj prijetno pa je tole. Takole lahko samo na elektriko vozite do 60 km/h, dobra 2 km, počasi po ulicah in ste prijeten in umiren voznik. Okolica vas niti opazila ne bi, če ne bi bil avto tako velik. Potem se vam pa strga, pohodite plin do konca, V8 se takoj vključi in takole zahrumi. Wow. A ja, tale stane 120 000 evrov.